Živijo sem skupaj. Z vami sem Leticia Fortin iz kanala Z energijo živim. Danes bom iskreno spregovorila o mami, o moji mami, tvoji mami, o vseh mamah tega sveta. Brez mame in brez očeta mene ne bi bilo tukaj, kjer sem. Sama sem si izbrala točno take starše, točno te izkušnje in pa seveda državo, v kateri živim. Mama, a ne, samo ena je mama. Ja, in tako zelo pomembna oseba v našem življenju, pa vseeno imamo večino ljudi strašne težave pri odnosih z njimi. Ja, tudi sama sem imela kar precej težav z mojo mamo in sem šele zdaj pred kakim letom, dvema ugotovila, zakaj je bilo vse tako, kot je bilo. Zdaj, če rečemo od začetka, ne, ko mama, ko rodi otroka, vemo, da seveda da vse od sebe, da za tega otroka poskrbi, da ni lačen, da je sit, da je priskrbljen in pa da je ljubljen. Mama daje svojemu otroku toliko ljubezni, kolikor je ona sama premore. Torej, kolikor jo je dobila od svoje mame. Seveda lahko damo tudi kaj več, če začnemo delati na sebi, da ugotovimo, kje so tiste naše omejitve notri, zakaj ne moremo dati to ljubezen, ne? Jaz sama sem veliko let ozaveščala ta odnos z mojo mamo, ki je zelo, zelo pomemben. Pomemben je tudi zato, ker sem jaz ženska in dokler jaz ne sprejmem svoje mame v celoti, ne bom mogla sprejeti tudi sebe. To se vse dogaja avtomatsko. Bolj kot jaz zavračam mojo mamo, bolj v sebi zavračam ta ženski del sebe. Vidite, in tukaj je ta cakica majhna, ne? Zelo težko se soočiti s tem, ne? Ker misliš, ja, pa mama mi je naredila to, pa ono, pa tako naprej. Ampak, dajmo se vprašati rajš, a smo se uspeli odvezati mi od naše mame? Ne? Ker zdaj, če se že mama ni uspela od nas odvezati, potem imamo mi otroci to možnost, da se odvežemo pa mi od mame, ne? Seveda bi bilo fajn, idealno, da bi znala mama otroka spustiti, ne? In je tudi fajn, da ga spusti, sploh, ko je star, kaj se jim tam 20, 21, da ga že prej, da ga začne spuščati v svet, ne? Jaz vem, da tudi na mojega sina, pa ima danes 17 let, tako, ko ga pogledam, ga še kar vidim, to je moj otrok, ne? In tudi mojo mamo vidim tako, ko me vidi pri mojih letih, ti ima, ne, prav jaz ti vidim kaj enega mojega otroka, ne? Tako da to je vse normalno. Ni pa normalno, če mama drži otroke pri sebi, ja? Če se jih oklepa, če jih pritiska nase, s tem, da recimo v njih zbuja krivdo ali z njimi manipulira, ali jih kako drugače pripravi do tega, da ostanejo z njo, recimo se dela, da je uboga in tako naprej, ne. To pa že niso več to klepe energije in zato so tudi večino otrok, ne, je jeznih na svoje matere, ker neke čudne stvari delajo na energijskem nivoju, ne. Mi vsi smo pa bitja zaznave in vse to začutimo, ne. In zato smo potem jezni na svoje mame, zato jih ne maramo ali jih sovražimo, ali se ne moramo z njimi pogovarjati. Tako da ne boste mislili, da ste kaj čudni, a ne. Vse to je v bistvu nekako del tega našega življenja. Zdaj, kaj bom pa jaz naredila potem s tem sovraštvom in z vsem tem, čeprav je meni mama naredila to in ono, a ne, je pa seveda čisto moja osebna odločitev. Ampak, ker jaz vem, da ta moja mama, da je to zelo pomembno, kakšen odnos imam jaz z njo. Pa tudi recimo, če ne bi imeli tega fizičnega kontakta. Tako, tukaj noter v sebi, kakšen odnos imam jaz z njo, ne? Zaradi sebe, ne?
zato da sem jaz pomirjena, zato da sem jaz kot ženska, da se še bolj sprejmem. A ne? In potem naprej, ko imam jaz svojega otroka, moj otrok se bo enako obnašal do mene, kot se jaz do svoje mame. Logično, ker so take energije. Jaz sem zelo veliko časa delala na teh odvezavah od mame, tudi od svojega otroka. Čistila sem v bistvu ta, bom rekla, ta temni del, ta temni ženski del, ki ga ima vsaka izmed nas, sem čistila, ker sem si želela imeti boljši in lepši odnos z mojim otrokom. In ko sem čistila sebe, sem videla, da sem pomagala s tem tudi moji mami, pa mojemu otroku, pa imela sem lepši partnerski odnos. Vse to, kar sem jaz naredila znotraj sebe, je avtomatsko se preslikalo na ven. Avtomatsko so se odnosi okoli mene zboljšali. Pa ne samo to. Recimo, odnos do moje mame je odvisen tudi od tega, kakšen imam jaz potem odnos do vseh drugih žensk. Kakšna sem do njih? Kako jih gledam? Sem zavistna, sem ljubosumna, jih imam rada, kaj se dogaja? Pa kakšne imam prijateljce? Kakšna sem jaz do prijateljca ali pa one do mene? A ne? In veste, če se še tako skrivamo, vedno pride za nami naša preteklost, oziroma ta energija, ki jo imamo v sebi in jo oddajamo navzven. To je res neverjetno. Bolj, ko sem jaz bežala stran, bolj sem dobivala točno take ženske, kot je bila moja mama. Prav neverjetno. Ne bi mogel verjeti, če ne bi doživel takole človek na lastni koži. Ne? Mama poskrbi torej za čustveni del v družini. Ona nam da vzor, kako se naj mi obnašamo glede naših občutkov. A ne? Jaz sem recimo dobila tak vzor, kar je po eni strani fajn, po drugi pa ne. A ne? Ampak okej, se pravi, da sem jaz vedno močna. Ne? Moja mama je vedno mogla biti močna, je bila mati samohranilka in je mogla biti močna. Ona ni imela časa za to, da bo se smilila sami sebi, pa kaj bo zdaj. Ona je mogla poskrbeti zase oziroma pa zame še posebej. A ne? In jaz sem to nekako prevzela od nje. Ne? S tem, da sem pa z leti, ko sem sebe spoznavala, ugotovila, da pa nisem jaz toliko močna, oziroma da je to bila samo ena moja maska, pred katero sem se hotela zaščititi, oziroma s katero sem se zaščitila sama pred sabo, da nisem čutila te svoje bolečine. A ne? Ja, ta bolečina je pa velika. Še zdaj jo čutam, evo. Še delam na tem, še se zdravim. Veliko časa namenjam svojemu notranjemu otroku in odpuščanju svoji mami, ker ona je dala vse od sebe in je takšna, kakršna je. Lastno mamo je dobro, da sprejmemo. Sprejmemo, ker če ne sprejmemo nje, ne sprejmemo tudi sebe. Mama da velik vzor tudi moškim, saj moški na podlagi tega vzorca iščejo sebi primerno partnerko. Jaz kot ženska sem recimo pogledala pri mojem Lucjanu, kakšen je njegov odnos do njegove mame. In sem videla, da je ful lep in sem bila zelo vesela. Zato, ker sem vedela, da bo potem takšen odnos tudi do mene. To govorim zdaj, ko sem že malo modra, a ne? Pa ko sem dala že ene stvari čez, ko sem pa seveda imela, ko sem imela ta moj prvi zakon, pa ni bilo tako, ne. Je bilo pa dejansko vse na glavo in mi dva sva si pritiskala in drugemu 500 na uro, toliko časa, dokler se potem nisva razšla. Poglejte si pri partnerju, ko ste skupaj, kakšen odnos ima z njegovo mamo. Ker bo imel tazga tudi do vas, drage ženske. In to ne pomeni, da potem ne biti s tem partnerjem skupaj. Poglejte tudi z drugega vidika, ne? Se pravi, da imate tudi vi nekaj v sebi, da ste pritegnili takšnega partnerja. Ne? Mi smo en z drugim, nismo kar tako, ne? Z našimi partnerji. Smo za nekim razlogom. Zdaj, kakšen je ta razlog?
ve vsak sam. Ampak je dobro se tega zavedati, ne? Pa ne glih ob prvih težavicah kar zginiti nekam, ne? Razen seveda, če je delal tako vaš oče, potem pa boste verjetno to tudi naredili. A vidite, kako vse prevzamemo od svojih staršev? Logično. Vsi smo z njimi živeli, ne vem, vsaj 18 let, a ne? Smo jih videli, kako delujejo, smo posnemali njihove reakcije, smo jih v bistvu v tišini čekirali, ne? Kako se odzivajo, kaj narediti, ne? Tako. Moj odnos recimo do moških je bil veliko povezan z mojo mamo, kakršnega je ona imela, takšnega sem imela tudi jaz. Ampak jaz sem videla, da že iz prejšnjih življenj sem podedovala to energijo, to sovraštvo do moških, a ne, zaradi določenih izkušenj, ki sem jih imela z njimi. In tudi to sem v tem življenju predelovala, čistila, zdravila. To je bilo tega na tone in tone. In šele, ko sem bila jaz res pripravljena, sem spoznala tudi pravega partnerja. Mogla sem precej stvari predelati in spremeniti znotraj sebe, da sva se dva našla taka, ki sta v bistvu pripravljena na skupno rast, ki spoštujeta drug drugega in ki se imata rada. Jaz sem zelo hvaležna, da mi je to uspelo, ker to je bila tudi ena izmed mojih glavnih namer, ko sem začela z delom na sebi. Da prečistim ta pogled na partnerski odnos oziroma da prečistim to, kako se jaz obnašam in da uspem pritegniti v svoje življenje tistega pravega partnerja. Bomo rekli, ne v tisto pravlično, ampak tazga, da skupaj z njim jaz lahko rastem in da sem popolnoma varna, da se počutim ja, to je to. Ja, splača se delati na sebi. Kakorkoli obrneš, jaz sem povedala, da se splača. In še bolj se splača pa imeti lep odnos do svoje mame. Jaz vem, da mnogi izmed vas imate za sabo težke stvari, da imate za sabo težko zgodovino z lastno mamo, da vam ni bilo lahko. Vem in čutim in ja, res je. Probajte vse pogledati skozi to iluzijo oziroma skozi ta pogled, presežiti, pogledati skozi, si zaželeti, da bi pa vseeno radi z mamo poravnali svoje dolgove. Mama je dala namreč del svoje energije za to, da smo mi tukaj. Torej, ob spočetju del mamine energije in del očetove energije je bil izposojen, zato da smo mi lahko nastali, da je nastala ta iskra, ja? In da se je duša lahko inkarnirala. Tako da se imamo zakaj zahvaliti svojim mamam. Ni vse tako črno, kot vidimo. Poskušamo dati pozornost še na tiste lepe stvari. In če ste tudi same mame, ali pa če ste sami tudi vi starši, potem veste, da si zelo vsi želimo imeti ene take lepe, pristne, srčne odnose s svojimi otroci. In imeli bomo takrat, ko bomo sprejeli svoje starše, svojo mamo in svojega očeta. O očetu pa v kakšnem drugem videu. Lepo se imejte, pa imejmo se radi. Čau, čau!